Omenila si tudi, da je bilo na dogodku precej omejitev, posebej, če gledamo iz vidika organizatorja. Moraš pač seveda organizirati dogodek v skladu z zakoni, ki so povezani z varstvom, varnostjo obiskovalcev. Recimo alkohol, cigareti seveda so prepovedani sploh na območju šole. Ja. Mogoče lahko opišeš te stresne trenutke, ki se moraš ubadati z omejitvami, kaj ti je mogoče še največ preglavic povzročalo in v bistvu, kako si se ubadala s kršitelji, če jih je sploh bilo kaj? Ja, že lani nam je šola sporočila, da kajenje in poraba alkohola je prepovedana v šoli, kar za kajenje je logično. Za alkohol si misli, da mogoče popuščal za dogodke, ker tam organiziral te maturantske plese in pa športne tekme. Ampak tam nobeden ne pije alkohola. Tak pridni, ko smo jabolčni sok. Tako da to je bila ena omejitev, pa sploh zato, ker smo dobri prijatelji z eno majhno pivovarno v Kopru in smo jih imeli tudi v Izoli in sta oba dva anime navdušenca in ona je celo cosplayala Sailor Moon in točila pivo in je bilo v Izoli je bilo res bolano, tako da nam je ful žal, da ne morejo tudi v Kopru sodelovati z nami. V Izoli pa ste imeli, ko ste... Ja, ker je bilo tako na odprtem Ste bilo v parku, ja. Pa tudi ni bilo na nekem omejenem prostoru, kot je šola, kjer seveda ne smeš. Ne smeš, ne. Me pa je dosti prestrašila zdravstvena inšpekcija. Nam je šola sporočila, da so se najavili in skrbelo me tudi, ker smo imeli tetoverje. In zdaj pri njih je ta higienski vidik zelo pomemben. Jaz sem se klicala in zdravstveno in pa higiensko inšpekcijo že preden, da sem vedela, da bodo sok prišli. Pa je bilo tako, da so mi tako prevezali 5-krat na nekoga drugega. In na koncu je prišla ven informacija, da načeloma jaz ne rabim nobenih dovoljenj ali karkoli, kar je malo čudno, ampak da moram samo dati dostop do tekoče vode in pa da mora biti nižja frekvenca ljudi. Zato sem jih hotela dejansko dati ob cosplay garderobah, ker tam so bile tudi WC-ji za tekočo vodo, pa so potem one rekle, da ni tak problem, da so bile tudi na Gospodarskem, pa tam je bilo po 3000 ljudi, ki je hodilo mimo in so vsi tetovirali. Tako da smo jih na koncu imeli, ni bilo težav. Je v bistvu prišel inšpektor tako na začetku dogodka, cirka okoli 11:20, pa se mi je predstavil, tak čeden možakar za dolgo belo brado, no. Res je pač tako dobro izgledal, no. In se mi je predstavil, pač kot inšpektor. Seveda, kar hajpej ga, da bo hočel pogledati. In mi je rekel za kajenje in je rekel, da zunaj že kadijo. In takrat sem jaz bila... Jaz sem imela že scenarij, ki je treba zapreti dogodek, reči se, da ne gre domov, stolnici, da naj se vrne v Ljubljano. In sem rekla, jaz imamo fante, ki hodijo ven, ne. In je rekel, ja, sem videl napisen vse, tako da vidim, da so se potrudili. In je potem rekel, če mu lahko smela razkažem dogodek. In od takrat je glih okoli mene bilo 5 ljudi, Eva, trajamo tam. In sem bila ne morem reči, sorry, sem z inšpektorjem, ne, ker nisem hotela tega reči, ampak sem pač šla z njim. Naokoli sem malo razkazala in potem je vprašal, koliko časa mi že to kaj organiziramo in to. In sem mu rekla, da bi se drugič v Kopru, prej sem bili v Izoli in je rekel, da v Izoli to zadevo pozna, ne. In sem rekla, in sem ga ne vprašala, potem veste, kaj so anime in to? In on meni odgovori, mislim, imam dolgo belo brado, ampak igram Call of Duty. He was one of us. Okay. Spravim, tukaj ni bilo nobenih problemov glede kakšnih kršitev, kakšnekoli kazni. Par jih je kadilo zunaj, tako da sem jih jaz opozorila, pa on je tudi videl, da smo jih opozorili, tako da je bilo v redu. Organizatorka osebno šla ja, opozoriti, osebno, ja. In je rekel sam, da je bilo fajn, da povem še v angleščini, da je prepoved kajenja, ker sem samo v slovenščini na odru povedala. In potem nam je dal opozorilo, torej, da naj imamo eno osebo, ki je res ves čas zunaj in pazi samo na kajenje, in mi je dal roko in je šel stran. Nice. Tako da... Bejst inšpektor lahko še prideš nazaj. Samo v cosplayu. Tako veš, Marko, tisto, ko si govoril, da je zdaj full fine, zaradi tega, ker so tisti anime, ker so anime fani zdaj odrasli, ne.
In Zdaj inšpekcija zdaj so ne celo, bo zdaj več smo že težka, ja. infiltrirali inšpekcijo. We are everywhere. Ampak Ne. Now it's our time. Zato, ker smo sedeli samo noter in smo se izobraževali, smo zdaj na vseh visokih mestih, tako da si pomagamo med sabo. Točno tako. Ne, Samo vprašanje še preden bo vlada, ne? Ja. se Prvi nam je predsednik, to... ki gledam anime. Se nam je to zgodilo, da sem tudi pri eni trgovini najela platno za predavanja in v bistvu mi je napisala nazaj mail, zdravo, lahko prijete po platno, imam pa še nekaj osebnih vprašanj in to sem videla v tem, ko dobiš na obvestilo na telefonu in sem do tega osebnih vprašanj in sem mislila, ojo, kaj bo zdaj spraševala in sem kliknila gor in pogledam in je rekla, da v bistvu njena hčerka gleda anime in kako bo to izgledalo in če bi lahko prišla in sem ji malo razložila program in potem mi je odgovorila, da lahko prevzajemo platno v petek in da se vidimo v soboto na dogodku. Tako da je bilo res cute, ja.